Cenjeni gledalci in gledalke, znova lepo zdrav v oddaji Neposredno. Tokrat gostimo ponovno Boštjana Kojca, s katerim smo se že pred letom ali nekaj več celo pogovarjali o naravnem človeku. Danes bomo ta pogovor nadaljevali, ga tudi nekoliko razširili. Skratka, ponovno tema, ki se je marsikdo ne zaveda, kako zelo je pomembna, saj živimo v svetu, ki je poln nekih včasih protislovij, ki nam tudi z različnih strani grozi. Eno od teh groženj je tudi, da pozabljamo v bistvu, kdo smo kot naravne osebe. Pozabljamo, da imamo pravice tudi proti nekemu sistemu lahko, ki nam je vsiljen. No, vse to in še več bomo pa zvedeli torej v našem pogovoru z Boštjanom, s kateri se tako dolgo poznamo, da se bova kar tikala. Boštjan, živo, pa lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen, lepo je biti z vami. Hvala, sej enako, no, tako da mislim, da televizija AS dela nekaj, kar mogoče bi drugi želeli ali ne upajo, ali pa ne razumejo, da je lahko tudi pomemben del medija osveščanje, torej izobraževanje ljudi. Moram reči, da med gledalci, ko opazujem kakšne komentarje, ni jih toliko dosti, ampak tisti, ki so res iskreni, pa rečejo, to so tehtni pogovori. In to bi rad tudi, da imamo malo danes en tak tehten pogovor. Na te temo medčloveških odnosov. Sam si dal predlog za to temo, meni se zdi zelo prav, ker ta medčloveška, kaj jaz vem, zgodba, ki se splete že, bom rekel, od Adama in Eve naprej od raja verjetno, tam sta se Kain in Abel že potolkla, tudi že zaradi neke zmotne predstave o tem, kaj komu pripada, kaj komu ne pripada. In mene pa kot recimo ekologa, naravovarstvenika tudi zanima ta preslikava medčloveških odnosov do narave, do sveta. Ker ena od mojih tez je bila, kdor je najprej pomirjen sam s sabo, pomirjen s sočlovekom, ne more biti nasilen do okolja, do narave. Bi se s tem strinjal? Jaz bi se s tem popolnoma strinjal, zato ker je to refleksija tega, kar smo sami. Točno. In človek, ki je definiran kot razmišljajoče bitje, je verjetno vso svojo zgodovino razmišljal o tem, kako ustvarjati dobro zase in druge, in je na ta način prišlo tudi do dogovora o tem, kaj je prav in kaj narobe, in potem smo to zapisali v obliki prava, ki so ga seveda skozi te zapise, ki jih lahko beremo, že tisti predstavniki prvih civilizacij zapisovali ne samo odnose z Bogom, ampak tudi med sabo in so urejali te odnose. Zdaj, če beremo to zgodovino, ki je tudi malo sodobnejša, pridemo do podatkov, da so ljudje imeli zelo dober in spodbujajoč odnos do tega, kako so oni vključeni v naravo. In na tem tudi temeljijo principi avtohtonih rastlin in ostalih avtohtonih bitij, ki so zelo skladne z okoljem, v katerem živijo. In vedno je narava ponujala obilje tistim, ki so znali z njo živeti na sonaravn oziroma način življenja v sožitju, ne z uničevanjem in izkoriščanjem. Danes v tem času, kjer so države korporacije in delujejo v nekem korporativnem samoohranitvenem interesu, seveda postavljajo pravila, kako v tem okolju naj se človek obrne in kako naj deluje. Kot človeški vir, kot tisti, ki je dajalec vrednosti temu korporativnemu sistemu, v profit seveda naravnanemu, so tudi zakoni na ta način napisani. Če pogledamo ta zakon o vodah, to je osnovna človekova pravica, ampak potem v nadaljevanju pa piše, da je to vir, ki je javni vir, javno dobro, ki je v upravljanju države. In zdaj seveda je tu že en pomislek. Zakaj bi korporacija bila tista, ki nima nobene potrebe po tem, da bi bila čustveno vezana na to okolje, tista, ki bo za to odgovorna.
seveda lahko normira tisto, kar je poslovanja v neki državi. Ja. Razmislek o tem pa bi vedno moral biti pri človeku, ne? In če bomo govorila o tem, koliko je razmislek pomemben, ne? Pa lastno tehtanje o sebi in svoje umeščenosti v naravo, potem bomo ugotovili, da tu neke stvari niso skladne in iskati rešitve, kako priti do tega, da bo človek lahko imel vpliv ne samo na sebe, ampak kot nek kolektiv, da bo odražal neko potrebo potem, da se ne uničuje in brezvestno izkorišča. Odlično, ker to je točno to, sem jaz v teh preteklih letih na to temo zelo veliko razmišljal. Problem je, kdaj nastane ta preskok. Torej, ti si imel res v raju, ko je Bog postavil človeka v raj, po tej biblični zgodbi, mu je ena prvih naročil je bila, da bi ga obdeloval in varoval. In je rekel, boste imela obilje, sadja, torej ne bo manjka, ne bo trpljenja na ta način. Ko se pa človek upre temu primarnemu načrtu in začne to Božjo voljo, bom rekel, že po svoje, si krojiti, pa pride do tega pozneje skozi to biblično zgodovino, da je pa to, kar prihaja od narave, posredno dokaz, da je zlorabil to Božjo voljo. Torej, ali so bile suše, ali kobilice, ali poplave, ali ogenj z neba, kakorkoli, se pravi, pokvarjena je bila ta homeostaza. To sožitje, to sobivanje človeka z okoljem. In kdo je kriv? Tako se je omenil, človek. Ker v enem trenutku se iz teh majhnih skupnosti, kjer je bil osnovni, primarni cilj skupno dobro, še tudi takrat, bom rekel, po tej božji kazni izgona iz raja so se vendarle vzpostavljale neke skupnosti, ki so čutile z naravo, oziroma so se, vsaj bom rekel, prestrašile, ko so jih naravne sile opomnile, da ne živijo prav. Ampak pozneje pa pride do nekega vendarle preskoka in to mene zanima, ko okolje ni več, to, kar imajo pravoslavni še vedno zelo fajn, to je polje božjega razodevanja, teofanija. Mi smo pa zreducirali okolje na surovino. To, kar ste omenili, recimo z vodami. Zdaj ne vem, kateri papež je rekel, da med drugim je problem kapitala ta, da to, kar je božje stvarstvo, ne razume več sploh kot božje stvarstvo ali pa kot nekaj danost, do katerega moraš obdelovati in varovati, torej v smislu tega stewardshipa, nadzorništva, umnega gospodarjanja. Ampak da so, v tej encikliki je papež opozarja, ampak da so začeli zgolj gledati še samo na kamnino kot na surovino za neke metalurgijo, vodo za elektrarne, les zgolj, da se, za lesno industrijo. In tu je meni, mogoče te bom tako vprašal, kdaj vidiš, kaj je bil tisti ključni, a je to industrijska revolucija, ko smo dobili te stroje, ki so lahko masovno to izrabljali, ali je bil že pokvarjen odnos že prej, da se je v okolje, narava, stvarstvo začelo gledati samo skozi to utilitarno, instrumentalno kategorijo, koliko mi koristi. Kdaj misliš, da je prišlo do tega? Jaz mislim, da se je začelo že precej nazaj. Seveda je en odnos do okolja že bil v nasprotju z tem, kako bi naj bilo, oziroma takrat, ko so prišli v neka okolja ljudje iz območij pomankanja in so tam uničevali in ropali in vse te stvari počeli. To bi bil mogoče zametek. In potem, kar se pa upravnega tiče, to, kar smo mi podvrženi, je pa mogoče prva tista ekspresni trust papeževa bula Unam Sanctam, ki govori, vse je moje. Moje, moje, moje. In potem se bi take prelomnice lahko pokazale skozi te industrijske revolucije,
seveda so te vezane tudi na vojne, ker vojna vse spremeni. Po vojni je vse drugače. In po vojni seveda tudi. Zdaj smo imeli Prvo svetovno vojno, ki je imela interes odstraniti monarhije. Druga svetovna vojna je prinesla korporativizem. To pomeni, države so se spremenile v korporacije. Zdaj se dogaja nekak tretja žena, ki je precej bolj subtilna in se na mnogo nivojih odvija. Predvsem pa je to nekak vojna za človekov za človekovo samostojnost odločanja, ki je danes zaradi pomanjkanja nekritičnega razmišljanja kar na nizkem nivoju. In to nekritično razmišljanje pa prihaja od tega, da sprejemamo neko nadomestno inteligenco ves čas. Nekdo razmišlja namesto nas, tehta in predpisuje, kako naj mi živimo. In da bi človeka čim bolj odmaknili od tega lastnega razmišljanja, se začne odmik od naravnega. Prvi odmik od naravnega je že tako, takoj po porodu presekajo popkovnico in se potem ne izmenjajo imunske tekočine, ki bi pomagale detetu, da bi kasneje bolj zdravo živel. Vsaj uro bi še naj bil povezana popkovina. Potem, če pogledamo, tudi pri nas so danes jaslice nekaj čisto normalnega. V Angliji mogoče je še bolj dramatičen primer, ko matere grejo v službo že po 4. mesecu. Imajo pravico do 6. meseca imeti porodniško. Pa kaj je to? Otrok bi naj dojil vsaj leto. Vsaj. Ja, to sem jaz tudi že v pogovorih. In potem jih dajo v šolo že za 4 leti. To pomeni daleč od matere, daleč od tistega naravnega stika, ker vemo, da je materin jezik, materina bližina, materino mleko, materin srčni utrip, okolje in socializacija, ki jo nek mlad človek ali pa novo bitje sreča, je v komunikaciji z raznimi starostnimi skupinami, ne samo z eno, ker to je spet omejevanje. In danes imamo ogromno takih pomagal, ki ločijo človeka od tega samostojnega opazovanja stvarstva okrog sebe z vsemi elektronskimi napravami. Danes ni več običajno, daš punčko v voziček detetu, pa bo v redu, ali pa ima tiste obročke za premika. Danes se jim da tablica ali pa mobilni telefon, da slikice migajo. In če beremo ali pa zasledimo kakšne oddaje na to temo, to izredno vpliva na človekov in njegov nadaljnji razvoj. Seveda ne smemo pa zanemariti tudi vsega toksičnega okolja, v katerem živimo. Pa zdaj ne govorim samo o hrani, pa o tem, kakšni so nasveti za prehranjevanje oziroma opuščanje tega, kak bi naj bilo zdravo. Govorimo o tem, da imamo ogromno hormonskih motilcev v svojem okolju. Potem imamo pa skoraj grozljivo količino fluoridov v sestavinah, ki jih uživamo, tudi v vodi. In čeprav se danes baje mladi rojevajo bistrejši, inteligentnejši, so toliko deležni teh stvari, ki zmanjšajo pa aluminij, seveda, uničevalec živčevja, to je vse povsod prisotno. In tiste večne snovi, forever materials, tisti PCB. PCB je poliklorirani bifenili. Tefloni, take stvari. To nas precej uničuje in nekako vse za sebe moramo najti način, kako bomo se razstrupli, pa kako bomo si poskušali odpreti možnost, da bomo še kaj sploh samostojno odločili, po svojem srcu, po svoji vesti. To mi je odlično, mislim, tako se strinjam s tem, da enostavno mi je samo prišel en slogan vmes med tem, kar se govoril. Se pravi, človeka čim prej odtujiti, da bi ga naredili čim prej za last države, nekaj v tem stilu, čim prej
družbeno podrejenega, to v zvezi z popkovino, to v zvezi z čimprejšnjim šolanjem v državne inštitucije. Se pravi, ko ti postaneš odtujen od narave, ne, si dosti bolj subtilen, si dosti bolj dovzeten za sugestije, zato ker ti se želi za dobrega državljana, da boš v prihodnosti izpolnjeval svoje mesto, svojo vlogo. Ne. Ja, bodi pridn, tiho, ubogaj, kar se ti reče, pa ne sprašuj preveč. In to, ko si omenil, dejansko se zadnjič tudi nekje prebral, da je inteligenca začela padati, merljivo, IQ. Ti imaš po eni strani verjetno več genijev, število ljudi narašča, potem preko interneta se nekdo lahko tudi nauči, gledam, ravno sem zdaj spremljal malo šah in Carlsen omenja nekako, so že, 10-letniki sposobni, premagati velemojstra, kar je včasih bilo nepredstavljivo, ravno zaradi tega, ker jim pač ali preko umetne inteligence. Tu jaz igram šah z enim od botov, in tudi lahko še v mojih letih počasi napreduješ ali pa vsaj. Ja, se pravi, to so lahko pozitivne strani, je pa dosti več negativnih, in med temi nevarnostmi, zanimivo, ko si omenil vso to tehnologijo in kako ni zastonj tudi subvencionirana, popularizirana, da jo, politiki celo ali pa izobraženci, ne vsi, je nekaj tudi kritičnih izobražencev, ampak da jo želijo promovirati. To je vendarle, jaz tudi mislim v cilju te agende, vseeno, da narediti človeka za nekega, ne bom rekel zombija, ampak ubogljivega, vodljivega predvsem. To je ta socialni inženiring, o katerem smo že toliko govorili tudi v tej oddaji. Mi si omenil nekaj, kar točno si izpisal oziroma želel pokazati, namreč ne vem, koliko se to vidi na zaslonu, gre za zelo stari patent, z 2001, poznaš, vidim, da poznaš, ne? Se pravi, manipulacija živčnega sistema preko elektromagnetnega polja iz zaslonov. To si lahko pogledajo gledalci, bom kar prebral, US patent, torej US 6506148B2 iz leta 2001. To so še lepo sheme, ko ti buliš v tiste zaslone, se lahko emitira preko zaslonu elektromagnetno polje, ki manipulira tvoj živčni sistem. Ja, potem so tu še druge stvari, od raznih drugih sevanj, Wi-Fi pa... Ja, ionizirajoča sevanja, tako. In seveda dnevna propaganda. Ja. Ki je od vseh socialnih omrežij prisotna do seveda mainstream medijev, do aktivističnih dejavnosti, zato ker kjerkoli se nekdo želi družiti za nek interes doseganja nekih izmenjav, mnenj ali pa glasbe ali pa karkoli, so vedno prisotni spet neki moderatorji pogovorov in raznih vsebin, ki se bojo nekje odvijale. Predvsem pa se to, se mi zdi, odraža na tem, kako bomo en proti drugemu ali napram drugemu delovali. Seveda so tukaj čisto medsosedski odnosi lahko že problem, ali pa problem v partnerskih odnosih. Par desetletij nazaj je bilo čisto običajno, povprečno so se ljudje poročali med 22 in pa 23 letom. Ja. Danes med 32 pa 33 letom. Pa najbrž, da to ni točen podatek, ampak je stanje še slabše, recimo. In potem seveda izvajalci vseh nalog izgubljajo občutek za neke medčloveške odnose. Policisti so dali prisego, da bodo varovali človekovo življenje in premoženje, upoštevali ustavo in zakone. Tako se začne ta njihova prisega, saj ni dolga. Dejansko pa danes, zato da bi napredovali po tisti plačilni lestvici, izvajajo navodila kvot, ki jih morajo doseči, kar pač morajo napraviti. Potem imamo, recimo državni tožilci imajo podobno prisego, spet neka moralna zadeva, ki postavlja njihov normativ, seveda tudi sodniki. Čeprav to je spet mogoče ena zanimiva tema lahko za kdaj.
problem števila sodnikov, ki imajo pravosodni izpit, ne? Ja. In potem seveda podatek, da Slovenija izgubi več kot 90% tožb na Evropskem sodišču za človekove pravice, ker je pač večina vseh sodb v Sloveniji takih, da krši. Ne? Ampak to bi mogel biti temelj, ne? Zato ker je temelj države ustava, pravni temelj. Ne? To je temeljni akt. Pred enim tednom približno je župan ene tu bližnje občine rekel, pa kaj bi ustava, to je samo še en akt, ne? In delajo po svoje, ne? In kršijo človekove pravice in izvajajo posle na način, ki predvsem služi njim, namesto da bi bil v tem okolju koristen. Če pogledamo, obstaja zakonodaja o naravni park Goričko, ne? Ali krajinski park Goričko, kjer so vodni viri nedotekljivi, ne? Ampak dogaja se pa čisto nekaj drugega. Ne? In seveda smo pri tem, kaj je zapisano, pa kaj se dela. Ne? Pravo je jasno in pravo je zelo dobro poznati. Ne? Vsi na sodiščih pravijo, nepoznavanje prava škoduje. Ja. In seveda ti škoduje, zato ker tam delajo tak, da ni prav. V sebi moramo najti nekaj, ne? Zato da se takih stvari ubranimo. Odlična istočnica, ker že dolgo si želim, da bi z nekom se lahko pogovoril v enem teoretičnem poskusu, ne, miselnem eksperimentu. Namreč to, ko govoriš o pravu, kako urejati naša življenja, kje razločiti med sprejemljivo, družbeno sprejemljivo, družbeno nesprejemljivo. Tako te bom vprašal, zamisli si, ne, da se je zgodil brodolom. Ne vem, pač neka ladja, ki je imela kar nekaj potnikov, nekaj 100, mogoče 1000, in seveda so nasedli na nekem samotnem otoku in jih ne morejo najti. In to je bilo mednarodno križarjenje. Imaš mlade, stare, imaš bogate, revne, imaš temnopolte, svetlopolte, imaš ateiste, imaš verne. In zdaj so oni na tem otoku, ne, in si morajo ustvariti neko eksistenco, če želijo preživeti. Moje vprašanje je, kako si bodo organizirali to družbo? Na podlagi čigavih paradigem ali pa svetovno-nazorskih idej bo, ali bo to podrejeno, ne vem, tistim, ki želi, me razumeš? Super, zelo fino vprašanje. Pa še, samo malo, ker sem res to dosti razmišljal, ali bo paradigma prevladujoča postala, ne vem, agrarna skupnost, ali bo prevladujoča monarh, da se nekdo bo uklical, ali bo nek svet modrih, ali bomo sprejeli to vero. Recimo, kaj bi v tem pravu, ali bo kdo zapisal, ali bomo naredili pisno, ali bo ustno, ali bo recimo dovoljena poligamija, zakaj ne bi, se pravi več žen, ali bomo lahko ubili 5. otroka, ker bomo rekli, samo 4 so, drugače si bomo pojedli zaloge, ki so na otoku. Kako bi ti, če bi bil član tega brodoloma, probal ustvariti družbo? Ja, zdaj... Ali pa z kakega izhodišča bi ti izhajal? Ali pa kaj misliš, da se bo zgodilo? Ja. So najbolj dinamični, ko uporabljamo besede. Besede so tiste, ki opredeljujejo naše čustvovanje in so razumljive za sogovornika. Besede, na srečo slovenske, so take, da imajo pomenske zloge, ne take sicer, ko jih preslovnici po knjižnem slovenskem jeziku učijo, ampak so zlogi, ki res kvalitetno definirajo besede. In to je odlična tema, mogoče še za kako, da... V glavnem, odvisno, kakšni so ti ljudje, ne? In kaj si bojo predstavljali. Jaz kot starovedec bi rekel, da je treba razumeti 12 veljavnih zakonov stvarstva, ki govorijo o polarnosti, predvsem o zakonu privlačnosti, bi rad zdaj tukaj postavil. Ne? Zato, ker je
naše izhodišče to, kar verjamemo, da je res. In to je z našega vidika 100% tak. Nekdo, ki gleda z drugega vidika, pa gleda na to malo drugače. Ne? Ja. In zdaj se z besedami uskladimo. In če upoštevamo temelj vsakega prava, zlato pravilo se imenuje, ne škoduj. In če se potem ravnamo, potem delamo pravo, zato se imenuje pravo. Ne? In to pravo vsi vzpostavimo sami med seboj, ne? V medčloveških odnosih. In imamo odnose, nekatere bolj spoštujemo, nekatere manj, do nekaterih smo bolj prijazni, manj, pač odvisno od tega, kako smo se sporazumeli. In stvari lahko tudi zapišemo, ampak so nepomembne v končni fazi, zato ker jih čutimo. Tehtamo, kaj je prav, kaj je narobe. In če bomo z besedami skupno vizijo oblikovali, ne glede na različne točke opazovanja, potem bomo to tudi imeli, ker bo to edina resničnost. In to, kar verjamemo, da je res, je res. Ne? Zato je zelo pomembno razmišljati o stvareh, ki si jih želimo, kot verjamemo, da so res in da so res prav. Da se potem ne dogajajo kršenja človekovih pravic. Da se ne dogajajo neki spori pa nerazumevanja. Danes moški in ženske iščejo nekaj, kar jim je plasirano skozi medije in neke ideje, ne? Ker ideje so najmočnejše seme za oblikovanje razmišljanja. Če sem si prav zapomnil, je termin sexual market value. Ja, seksualna tržna vrednost. Ne? In jih to zanima. Ne? Koliko si ti tu vreden, glede na te tvoje sposobnosti. Ne? Jaz ne vem, kam bi to dal v pač tem svojem načinu razmišljanja. Vsekakor tega ne morem posvojiti in ogromno je takih stvari, o katerih razmišljamo, da so pomembne, ker smo z njimi vsak dan soočeni na plakatih, pa drugih oglasih, pa skozi to, kar bi mogoče nekdo imenoval indoktrinacija. Definitivno pa so že tisti, ki so se ukvarjali z razvojem propagande, dosti ukvarjali in dobro domislili zato, da to deluje. Zato, ker skozi to pač ljudi oblikuješ, torej družbo. Ne? Ampak družba smo spet ljudje. In vprašanje je, koliko imamo mi tukaj vpliva na to, ne? Da sooblikujemo družbene odnose skozi naše medčloveške odnose. To mi najprej moramo o sebi in o nekih stvarih razmišljati, da pridemo do tega, ne? Pa začeti ceniti ptička. Ne? Kdaj danes si vzamemo ljudje čas poslušati ptice, pa občudovati cvetje, pa kak voda žubori. Kdo pozna Schaubergera, pa kaj je naredil za Muro? Saj jaz bi to dejansko na to, pri tem verjetno spoznanju tudi pristal, pri tem miselnem poizkusu o teh brodolomcih, ker imamo različne vrednote, to je prvo. Ne? Tam bi se zelo heterogena družba znašla, ali bi taka lahko obstala, je drugo vprašanje. Potem, skupni imenovalec ljudi je pa vendarle to naravno pravo. Ti za svojo eksistenco potrebuješ druge. Ne? Tudi, ne vem, v tej družbi, na tem samotnem otoku, verjetno sam ne bi mogel poskrbeti v vseh pogledih zase. Potreboval bi druge. Ti potrebuješ druge. Torej, rabiš družbo. In član tvoje skupnosti ima pa mogoče neke druge poglede kot ti. Torej, morate imeti kompromis, morate najti skupne imenovalce. Zdaj pa, kaj so ti skupni imenovalci? To je tisto ključno vprašanje. In jaz mislim, da odgovor v naravnem pravu. Torej, ne bi moglo prevladati ne ena religija, ne druga. Jaz bi mogoče prosil za 5 minut govora, da me poslušajo, in da bi potem rekel ravno to, ne? Ne bomo, ne vem, ubijali starih, ker bo treba za njih skrbeti. Imeli bomo šolo, ampak bomo, ne vem, otroke učili predvsem o tem, ne, o teh, kako prispevati k skupnosti. Vprašanje, ali bi rekel, da je potrebna policija, na nek način ja. Ampak zdaj, da ne razpredam predolgo,
vprašanje, če bi od tistih 1000 brodolomcev lahko tudi vseh 1000 uspel prepričati, da je taka družba dobra. Verjetno bi se nekdo ločil in ustvaril neke druge, manjše, večje skupnosti z svojimi vrednotami. Ampak tisto, kar bi jaz poskušal dopovedati, je, da je naš skupni imenovalec lahko naravno pravo. In recimo to, kar si ti rekel, ne škoduj, ne? Ali pa ne naredi drugemu tisto, kar ne želiš, da bi drugi tebi, ali pa delaj drugemu to, kar želiš, da bi drugi tebi delali, ne? Imaš pozitivno pa negativno obliko tega, ne? Pritrdilno pa zanikalno. In mislim, da bi se na tem lahko in nas dosti soglašalo oziroma tudi dogovorilo, ne? Potem je pa seveda v izpeljavah vprašanje, kako daleč iti. In ker bi se postavljale verjetno potrebe po nekih verskih praksah, ki se, ne vem, lahko z drugo niso skladile ali pa so celo antagonistične. Hočem pa reči, ne, da tudi v tem, kar si do zdaj rekel, je očitno to, da smo na udaru, da smo napadeni, da človek, če želi postati ozaveščen, da bi prispeval k temu, kar ti praviš, ne, bi moral vendarle spoznati, da je dosti stvari v družbi, ki ga od tega odvračajo. Pa ne bo spet te poliklorirane bifenile, pa fluor, pa aluminij, elektromagnetna sevanja, karkoli, ne, tudi mediji, politika, ne vem, to, kar se sugerira kot norma, hočem reči, oddaljujejo nas od spontanega razumevanja, kaj je naravno pravo. In tu imam tudi ne vem, če se to vidi ta graf, potrditev tega, kar ti praviš, to je naraščanje avtizma. In leta 1970 je bil 1 na 10.000, zdaj je 1 na 36. Kaj se je zgodilo v 50 letih, se pravi za časa mojega življenja, da je avtizem pri otrocih šel iz 1/10.000 na že na 3%. Ne? Mislim, ja, zdaj je napoved, da bo 1 od 5 v teh prihodnjih letih. Če bi mogoče samo še malo nadaljeval pri tem tvojem vprašanju. Daj. Zdaj, na začetku smo govorili o tem, da okolje pogojuje način življenja, zato da bo nekdo živel v obilju in potem pride do sožitja med vsemi udeleženci v tej naravi, v tem okolju. Ne? Kot naravni proces. In zato mislim, da tudi samotni otok ravno to nekako ponuja. Ti moraš spoznati okolico, kaj raste, kaj je nevarno, kako predelovati, kje dobiti vodo, kako priti do hrane. To je prvi verjetno. Vsem enak cilj. Vedno je neko prilagajanje. Točno. In vedno pač potem pride do tega, da se stvari postavijo na svoje mesto. Zato bi jaz to sprejel dokaj sproščeno. Tudi če bi šli na taki otok, bi preživeli. Saj smo brali ne samo biblijsko zgodbo o potopu, ampak tudi vemo, da so se dejansko zgodili, ne? Pa ne samo eden, ampak jih je bilo še predtem nekaj. In tukaj na tem otoku se bo sigurno oblikovala neka skupnost, ki ne bo potrebovala nekih administrativnih predpisanih vzorcev, ki bi se jih morali držati. Ja. Mogoče bi se en del stroke s tem ne strinjal, ne? Ker bi rekli, obstaja velikonočni otok, tu so domorodci bili tako neumni, da so vse uničili in potem so sami izumrli. Ne? S tem, da pa je treba povedati, da ta stroka gleda samo en svoj ozek aspekt in ne stopi od tega. Ne želi pogledati še nekih drugih stvari. Ti Moaji tam so globoko v zemlji, kar je bilo prikrivano. In so popisani po hrbtu pa take stvari in so še druge stvari, ki govorijo v prid temu, da je zgodba malo drugačna. In kaj se je točno tam zgodilo, ja, ker ne bi te ekipe delali tako velike, potem jih polni namerno zasipali. Ja, vsekakor pa bi jaz rekel, da ne bi dal tega za primer, ki bi rušil gradil, da tem cel, tako. Vsekakor je okolje tisto, ki pogojuje. Ne?
in oblikuje. Tu se pač treba zanesti na to, da to, kar živimo, je po volji stvarstva, mi to seveda sooblikujemo in smo tukaj zaradi izkušnje. Jaz tudi mislim, da bi na nek način ta zgodba z skupnostjo na tem samotnem otoku lahko uspela, ker bi bili odtegnjeni vsi ti posamezniki, ki bi se tam znašli. Smo bili v tem predbrodolomskem času navajeni ravno to, nekih relacij, nekih, ne vem, odnosov z političnim sistemom, v katerem so živeli, z ekonomskim sistemom. In ko bi videli, da je to pretrgano, ne, bi lahko verjeli, da ne moramo, vztrajati, da se to ponovno izgradi na tem otoku. Da moramo celo izgrajevati nekaj novega, tako se rekel, brez nekih kolekov. Ne. Ampak kako dolgo, ne, če bi to že uspelo, da bi ta skupnost ostala skupaj nekaj časa, če bi bila uspešna, bi se razmnoževala, če bi se razmnoževala, bi lahko postalo že pa potem tisto želja po zasledovanju nekih posebnih parcialnih ciljev, ki niso več v dobro skupnosti, mogoče premočno, ne vem, ne bom to dalje elaboriral, ker je to dejansko spekulativno, ne? Ampak v bistvu se strinjam s tem, kar praviš, ne? Da je to problem posplošiti. Mene je navdihnila recimo zgodba Gospodarja muh, ta knjiga, ne, kjer opisuje, tam so sicer neki podobna zgodba, ne, mislim, da so pa najstniki in probajo ustvariti družbo in potem seveda nekaj močnejših, pa ima takoj neke stražarje ali karkoli, pa potem. To je zelo dobra zgodba za prebrati, ne, ker ti daje misliti o tem. To je porod, ne? Ja, saj v bistvu. Ja, zelo, ja. Druga stvar, recimo, da bi jo rad še nekako te izval z njo, je nekaj, kar me je mogoče celo malo šokiralo. No? Pred kratkim, ko sem nekaj zasledil na internetu, priznam, da sem malo zasvojen z internetom, vse to pijanje teh informacij včasih naporno, dosti je balast, ampak včasih pa najdeš nekaj tudi takega, kar mi je dalo ravno misliti o tej družbi, v kateri živimo in če je neka družba v narekovajih uspešna gospodarsko, kaj to pomeni, ali je uspešna družbeno, socialno v teh odnosih? Japonska. Tam menda od leta 96 obstaja trg za najemanje česa? Avtov? Ne. Za najemanje hiš ali pa ne. Za najemanje biciklov? Ne. Za najemanje starčkov. Ja. Osan. Osan je you can rent old man in Japan. Ja, seveda za to. Čemu pa bi bilo to namenjeno? Ja, glej, s tem, da ti starčki so že mojih let, vidim tam, da sem se kliknil na to borzo, to je kak Salomonov glasnik. Torej, osamljeni postajamo. To, kar ste tudi rekel, ne poročamo se pozno, nimamo otrok, ni več generacijskih skupnosti v gospodinstvu. In to je še toliko bolj, recimo v teh vzhodnjaških državah, tudi recimo Južna Koreja, ko starčki kar samo more dela ali pa se ne počutijo več koristne. Ne? Na Japonskem so pa izumili trg. Torej, ti lahko najameš nekoga, ki je ali v penziji, pokoju, ne, ima čas in ti bo sogovornik, ti bo pomagal prevajati, bo šel s tabo na izlet, bo šel s tabo v kino, na večerjo, ti bo družabnik, ne vem, v tej zgodbi, ko sem jaz bral, je en tujec, premožen, je bil tudi sam, prišel na Japonsko in je rekel, ne razumem toliko jezika, ne? Potem sem zvedel, da to obstaja in je najel enega 59-letnika ali nekaj, ki je bil, imaš se predstavlja, jaz sem dober poslušalec, pravi, jaz imam rad ne vem, umetnost ali karkoli, jaz sem še športnik, ne? In mislim, da je 1000 jenov, zdaj, ko sem to gledal 6 € ali nekaj takega, mislim, da je to verjetno na uro. Ljudi se najema, osamljene, starejše ljudi. Kam smo prišli, no? Ja, zdaj je po medijih menda prisotna tudi zgodba kraja otrok skozi zgodovino in take stvari. Dosti takih stvari je, nad katerimi bi lahko bili zgroženi ali pa bi se vsaj nujno vprašali o tem,
kaj zdaj ta sistem tukaj omogoča in kaj je tisto, kar ni prav, pa je skrito. Ja. Zdaj, prej na tistem otoku si ti govoril o medčloveških odnosih, o vzpostavljanju skupnosti, ampak to je skupnost sobivanja. Ne? Zdaj pa smo prešla na ekonomsko skupnost, na to, kar se dogaja v ekonomskih entitetah državah. Ne? In v tem načinu komercialnem razmišljamo pač malo drugače. Zato, ker sprejemamo tudi to ekonomijo kot edino dano. Seveda, to je kartelno določeno območje, kjer ima nek kvazi suveren nalog, da bo po svojih pravilih tam upravljal z vsemi posli. In tudi seveda z vsemi odnosi, zato razne narative, ker morajo to obvladati, da bo šlo po njihovo. Tu seveda si moramo zagotoviti svoj prostor, pa razmišljati o svoji skupnosti, o dejanskem, ne? Ker smo mi nekaj več kot samo oseba. Ne? Oseba in država in vse skupaj je v drugi dimenziji, zato ker je vse samo zapisano. To ne more izstopiti iz papirja. Ne? Mi pa dejansko smo tu s telesom, duhom, ki ga vodi, in z dušo, ki je prišla za vprašanje. In na to odgovarjamo. Ne? To je ne stvar ega, niti sebstva, ampak je to del tistega, kar moramo mi doživeti, skozi ta svoja spoznanja dati v tisto skupno vedenje, v stvarstvo, v stvarnika. In če vemo, da imamo mi to možnost upravljati ne samo z svojimi čustvi, ampak z mislimi, ki jih imamo v glavi, in če se zavemo, da je to, da se radostimo mi nekih stvari, tisto, kar je največji magnet za to, da se te stvari tudi še naprej dogajajo, potem bomo se naučili pogovarjati, pa razmišljati o svetu, ki ga mi vidimo kot dobrega. In v tem polju pogleda lahko se mi pogovarjamo in jačamo to energijo, ne gre drugače. To so zakoni. Niso zakoni tisto, kar je napisano v raznih zakonikih države. Državni zakoni obravnavajo samo osebe, ne obravnavajo ljudi. Ne? Prav potruditi se moreš, pa najdeš ljudi v nekih pravniških zadevah. Seveda obče pravo, ki še vedno velja v Sloveniji, ne? Uradno potrjeno z dopisom, je tisto, ki obravnava človeka in išče to, kar je res in prav. To sodobno pravo, ki ga imenuje država pozitivno pravo, pa ugotavlja, kaj je prav samo potem, če so vsa oknica izpolnjena. Ne? Aha, dovolj je. In se to odloži. To pomeni, da tukaj ljudje zgubljamo. In če bi se država oziroma izvajalci, agenti države, če bi se držali tistih osnovnih postulatov, ne, tistih osnovnih smernic, na katerih sploh delujejo, bi razmišljali o tem, da oni morajo spoštovati človekove pravice, zato ker so mednarodne pogodbe temelj vseh odnosov med državami. In ti temelji govorijo ravno v prid človeku, pa samostojnosti in vsem našim svobodam, ne pa negiranju tega. In so zakoni postavljeni na temelju, torej vsaka zgradba pade, če vzameš temelj. Ne? To pomeni, državni zakoni so na osnovi tega. In niso tisti, ki, čeprav jih zdaj vidiš, edino, kar je normativno, ampak to je, ne? Temelj je pomemben. In če ni v skladju, potem zakon ne velja. Ne glede na to, kaj ti šef reče. Po tem naravnem pravu, potem se ne velja, ampak ker nam vlada korporativizem, ne, se zelo strinjam s tem, dejansko politika sluga tega in želijo tudi nas narediti za sluge. Jaz vem, da sem enkrat naletel na eno pismo Ptahotepa,
mislim, da je bil visoki svečenik v Egiptu svojemu sinu. Ne moreš verjeti, ne vem, pred koliko tisoč let je to, ne vem, recimo 2500, 3000 let, kako etični so ti postulati, kako živi. Recimo, lahko bi preskočila na Erazema Rotterdamskega, ne, tudi človek, ne, v njegovem potencialu, da družba omogoča razvijati potencijale, da je cel sistem tak. Ampak danes mislim, da se bojijo ljudi, človeka v tej svoji naravni kapaciteti, ne, ker se mi tako nekaj mota po glavi, da celo umetno poskušajo zmanjšati sposobnost empatije v ljudeh. Ja. Se strinjaš? Absolutno. Ker malo še 5 minut, kar me je šokiralo, ne, mislim, da je Jordan Peterson rekel, da med covidom je šel, ne vem, psom ven, ko je bilo neka zapora, ovajali so ga, pravi, je zvedel, da so ga sosedje ali kaj ovadili, da je šel pač na sprehod z psom, ne. Ja. In ti da misliti, ne, kje smo, ker jaz verjamem, da je ta manija, fobija, kaj je se spostavila tudi okrog s covidom, dejansko inštalirala še močneje v ljudeh to strah, agresivnost in to zmanjšanje empatije, ne? Ker ti imaš danes tudi srednješolce ali pa najstnike, ko niso sposobni čutiti več, da nekdo trpi. Za telefoni se snemajo pretep. Ne, da nekdo joče, pa nekdo trpi, prekinimo to. Ne, to bo zabavno videti na internetu. To je postala sprejemljiva vrednota celo, to ne? Ravno, to. Daj kot zaključno misel, mogoče tu, ker če tu razviješ ravno to, ali pa nekaj iz svojega razmisleka v teh zadnjih 3-4 minutah. Ja, ti naši odnosi zdaj temeljijo ravno na tej zadnji ugotovitvi, mogoče, ne, da so neki načini našega sodelovanja prišli na precej nizek nivo, da smo razvrednotili sebe in druge. Ja. In bi mogoče omenil primer ene sicer zelo prijetne ženske, ki so ji vzeli vodo. Ona je bila solastnica pravice tistega zasebnega vodovoda. Občina je vmes postavila ta javni vodovod in seveda je v tistem okolju našla nekega sogovornika, ki je rekel tak, zdaj pa je konec s tem, naenkrat je voda postala oporečna in je tisto vodo zaprl in je brez vode. Temeljna človekova pravica in sočlovek je tisti, ki je šel tja, pa je ventil zaprl, pa je rekel, ne, ti pa ne boš imela vode več. Sploh rešitev proti temu, ker ta je močnejši. Tak je to zaprl, ki je to razglasil za oporečnost. Ja, pač je agresiven, brez nekega razmišljanja. To je to Sizifovo delo, to je naprej izgubljena borba potem s takimi. Ja, zdaj, agresije se tu ne more šiti, ne? Ja, to ravno, mogoče bi v neki davni skupnosti to čisto drugače izgledalo, ne? Pa pozabimo to, da so ljudje takrat že razmišljali dosti bolj prijetno do sočloveka, ne? In niso hoteli škode početi en drugemu, kvečemu so si koristili. Ampak to, da je takrat živel en drug način reševanja. Sporse so se vedno dogajali, ne? Iz naše zgodovine so znane veče modrecev in ti ljudje, ki so bili tam zaradi tega, ker so jim drugi zaupali, ker so si zaslužili, da jim zaupajo, so pač znali svetovati. V glavnem je bil to arbitražni sistem, ne? In so ljudje odločali in so delovali, ne? So bili oni tisti odločilni faktor, ne? Če je bil nekdo nepopravljivo škodljiv, je bil pa izločen. Prosim, odidi, vsi smo za to, da ti greš, srečno, ne? Tu nisi več dobrodošel. In taki izločeni so pač potem ali razmislili, ali pa pač niso več mogli živeti nekega obilja, ne? Pa je bilo to. In danes se vse skupaj prepušča. Če pogledamo skupino ljudi, ki sami sebe imenujejo cigani, nam pa normirajo to, da jih moramo klicati Romi, ne? In oni se s tem ne strinjajo. So imeli do pred kratkim tak, da
relativno kratkim, no, to je zdaj že nekaj let seveda tak, da so prepustili reševanje svojih notranjih sporov policiji pa sodišču. Predtem pa ni bilo tako in so imeli tistega svojega poglavarja, seveda večina ljudi na njih gleda tako zviška, ne? Ampak tistega, kar je pa dobro pri tem, pa ne vidijo. Ne vidijo tega potenciala, da so ljudje reševali svoje zadeve. In te stvari so zaščitene. Oni imajo tudi zakon o Romi, ne, ki pravi, kaj vse oni smejo in kaj ne morejo. To je pa vse skupaj na podlagi Deklaracije Združenih narodov o domorodnih ljudstvih iz 2007, ki govori ravno to, da mora država stati ob strani domorodnemu oziroma indigenemu ljudstvu, ne, saj niso oni domorodni tukaj, ampak oni so še vedno indigeni, ne, oni so avtentični, ne, čeprav zdaj zgubljajo svojo avtentičnost. Ne. Pri nas je podobno. Mi imamo svojo zgodovino, ki dokazuje, ne teoretizira o neki slovanski priselitvi, ampak dokazuje, da smo tukaj že od nekdaj. In mi imamo ta svoj prav in svoj način reševanja odnosov. Mi se poglabljamo v sebe in skušamo živeti v sozvočju z stvarstvom, ki je okrog nas. In tudi na ta način zelo miroljubno delujemo, izpostavljamo pa te stvari zaradi tega, da bi še drugi malo razmišljali o tem, kaj je v resnici dobro in prav. Dejansko se strinjam in mislim, da je, z nekimi drugimi besedami, če poskušam povzeti, nevarnost, da bi postali družba, res, kjer je človek človeku volk, ne, je to, da vendarle najprej vsak pri sebi spozna, da je dolžan nekaj, da je na podlagi dolžnosti tudi upravičen do pravic, ne, in da je ta osnova, odkot formulirati te dolžnosti in tudi pravice potem, v bistvu to, kar jaz imenujem naravno pravo, ne, če že nekdo ne želi slišati besede Božje pravo, ki nam je bilo seveda posredovano in če bi se njega držali, bi o neki nevarnosti, da bi drug drugemu postali volk, niti ne bi govorili. Ampak če smo že tisto zavrnili, je še vedno zadnja varovalka bilo to naravno pravo. Ne. In če bi se na tem vsaj lahko zedinili, potem te nevarnosti, proti kateri sicer mislim, da plujemo, upam, da tja ne priplujemo, ne, v to družbo popolnih egoistov, ampak da bo vendarle mogoče najti tudi v tem procesu, ne, skozi te preizkušnje, dovolj veliko posameznikov, ki bodo pa tudi vplivali na ostale, da bi se potem ta družba lahko imenovala družba ozaveščenih, odgovornih posameznikov, ki bo spreminjala. Mogoče zaključna misel, ti še prepuščam. Tudi Republika Slovenija je bila ustanovljena oziroma se je začela z pošiljanjem deklaracije o neodvisnosti, ki pa se v uvodnem stavku glasi na temelju zakonitosti naravnega prava. To je pravice slovenskega naroda o samoodločbi, pa mednarodnih pogodb in tako naprej, ne, govori o tem naravnem pravu. Pomeni, vsem nam je na očeh, da to dejansko obstaja, da to je res, da ni to samo kar nekaj, ko si je zdaj nekdo spomnil pa filozofira, ampak vse skupaj temelji na tem. Točno. To pomeni, je vredno upoštevanja. In če pogledamo, da vidimo lahko tam vse najboljše za nas, zakaj ne bi tega še raziskovali pa omogočali, da se to izpolnjuje? Ker itak so vsi uradniki dolžni po pogodbi pa po zaprisegi točno to izpolnjevati. Ne nekaj drugega. In mi moramo tukaj biti deležniki, mi moramo glas dvigniti, mi moramo reči nekaj. Zdaj se mi je utrnilo, da mogoče še najbližji približek tega čutenja, kaj naravno pravo je ali kaj ni, naša vest. Se pravi, ker spontano lahko čutimo, kaj je prav in kaj ne, če smo res iskreni odprti. Točno to. Prav, me veseli, da so tako zaključili. Hvala lepa. Hvala ti. Ja, okay. Spoštovane gledalke in gledalci, do naslednje oddaje neposredno. Lep pozdrav.